Lepo pozdravljeni, dragi starši. Najprej bi se zahvalila za povabilo pozitivne psihologije na naše ponovno srečanje, na še en najin doprinos k temu, da nam bo morda v življenju lažje. In mogoče še ena stvar, zahvalila bi se vam za vprašanja, ki ste jih postavili pred tem predavanjem. Z Albertom sva ugotovila, da nekako so ta vprašanja zelo obsežna in zahtevna, zato sva se odločila, da bova konkretno na vaša vprašanja odgovorila na najenem YouTube kanalu. Danes v tem predavanju vam bova dala pa neko osnovo, ki jo potrebujete v bistvu zaradi tega, da sploh lahko razmišljate o nekih rešitvah in o tem, kako narediti drugače. Ja, gremo v akcijo. Pravzaprav ko sva se pripravljala na to predavanje, sva nekako se zavedala tega, da sva starša 4 otrok, 4 odraslih otrok, starih od 31 do 25 let, in sva nekako že prehodila veliko enih trenutkov. In kot takole, kaj jaz vem, zdaj so bili ti prazniki, nama zelo veliko pomeni to, da se družimo, da nam je mar drug za drugega, da smo povezani, da lahko spremljava, kako se razvijajo, kako hodijo po svojih poteh. Kaj razmišljajo? Kakšne sanje imajo? Zelo veliko tega, kar sva pravzaprav ves čas, ko so odraščali, sva se pogovarjala v tem smislu, kako neki bojo, a bojo povezani, a bomo imeli stik, a bojo med sabo povezani, a si bomo pomagali drug drugemu, a si bomo zaupali. In ja, zdaj, ko gledava nazaj, seveda se spomniva vseh teh občutkov, od majhnih, ko so bili v vrtcu, kaj je pomembno, a je pomembno to, če ga pustiš samega, ali je pomembno, če se neustrezno odzoveš, če si hud na njega, če ne slišiš njegovih potreb, kaj so sploh potrebe, kaj so želje, kaj če smo zamudili kaj, mogo bi iti čim prej se razvijati v glasbi, v športu, v jezikih, kdaj ga dati na angleščino, ne vem, v osnovni šoli, kaj če se ne bo naučil upoštevanke dosti hitro, kaj če ne bo dosti dobro bral, šprical je, ni naredil naloge. Pol srednja šola oziroma puberteta, to pač... Kar je v puberteti, je pa vse napisano v izštekanih najstnikih. Ja, v redu. Ampak ja, poznava ta vprašanja, zelo jih poznava in pravzaprav, zdaj, ko gledava nazaj, verjetno gledava z nekimi drugačnimi očmi, kaj je bilo zares pomembno. A je bila pomembna storilnost, a so bili pomembni dosežki, ali so bile pomembne te, jaz jim rečem, čustvene dimenzije tega, kar dela naše odnose in kar nas povezuje. Zdaj, jaz moram tako reči, da ves čas je Leja, bom rekel, mene vlekla stran od fokusa na dosežke, in moram reči, da mi ni žal. Da mi ni žal, da sem ostal v tej smeri, da sem ostal v tej naravnanosti. In ja, a bi ti še kaj rekla okoli tega? Ja, rekla bi, seveda bi rekla. Jaz sem zelo hitro spoznala, da ni skrivnost v tem, koliko ur preždim ali pa preždiva z otroki. Večno to vprašanje, a sem dovolj z otrokom, premalo sem z otrokom. Meni je bilo zelo fajn biti z otroki. Jaz sem pač imela rada ta čas z otroki, tako da nekako nisem čutila te stiske, ampak sem zelo hitro se naučila, da kar je zares pomembno in kar je tisti trenutek, ki šteje v odnosu in v bližini in v povezanosti, je naš odziv.
Nočem vas strašiti, tudi o tem bova nekaj povedala, kaj s tem naredimo, kadar se odzivamo napačno. Jaz temu sicer ne bi rekla napačno, ampak bi prej rekla nepovezovalno. So pa odzivi tisti, ki odnosu dajejo v bistvu nek občutek varnosti, občutek mar mi je zate, občutek sprejetosti. Ne vem, če poznate video na najinem YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole je video Trenutek, ki šteje, kjer opisujem en trenutek enega stika očeta in otroka, ki ga je oče prišel v vrtec iskat. Ta video vam priporočam zaradi tega, ker je zelo doživeti. Jaz sem pač to doživela tako v enem trenutku zelo močno in zelo močno sporoči, kaj je tisto, kar v odnosih zares šteje. In ja, te odzivi so lahko odzivi, ki so premišljeni, ki so zavestni, ki so narejeni v zavedanju, na katere se pripravimo. Lahko so pa odzivi, ki so spontani. Spontani odzivi so lahko včasih čist prisrčni in okej. V primeru, da imamo pa mi v ozadju z neko zgodbo vzorec, ki ni povezovalen, vzorec, ki je kritičen, pač da nimamo modela za narediti odziv, ki povezuje, takrat pa nas starše čaka eno tako posebno delo. Ja, trenutki v našem življenju so res trenutki, življenje nam pravzaprav teče skozi trenutke. Zdaj, ko smo v nekih posebnih okoliščinah, družine precej, bom rekel, zaprte, precej pod nekim stresom, precej nekih pritiskov, precej nekih pričakovanj in še veliko drugega, so ti trenutki lahko zelo, bom rekel tako, ali so eksplozivni, ali so hitri, ali nismo pripravljeni, nismo v razpoloženju, smo razburjeni. Veliko nestrpnosti je zdaj tudi. V tem času smo tudi utrujeni lahko od tega, ker moramo skozi biti v istem okolju. Ne samo utrujeni, tudi še naprej izgoreli. Veliko staršev v bistvu nama sporoča tisto na robu obupa, ne moremo več. Dosti imamo vsega, tako še naprej grejo. Ampak v bistvu midva bi rada, seveda ne bova zajela čisto vsega, ampak rada bi vam mogoče osvetlila nekaj teh trenutkov, kjer nam lahko zmanjka energije, kjer nas otroci prehitijo, kjer se ne znajdemo. Kako v bistvu sestaviti nek odziv, ki bo bolj ustrezen, kot pa to, da izgubimo živce, da vpijemo, da vzgajamo s kritiko. Da se poslužujemo, ne vem, kaznovanja, zlorabe moči, nasilja, pač vseh teh stvari, ki midva rečeva zelo onesnažujejo naše vzdušje in pač tega zdaj res, bom rekel, ne rabimo. To, če lahko rečem, zelo odsvetujeva, da se zastrupljamo dodatno še s tem, da imamo pač naše odnose onesnažene. Ker je to zdajle trenutno, v situaciji, kjer smo edino, kar imamo drug drugega, bližnje, družino, in mogoče bi šli kar na kakšne primere, da si bodo starši lažje predstavljali, kaj želiva v bistvu sporočiti. Jaz bi mogoče tukaj samo to rekla, da velikrat, to zelo dobro poznam, zato ker sem sama tudi šla čez to, je tisti občutek, da je z otrokom nekaj narobe, da je nevzgojen, da bi ga mogli popraviti, da ga ne znamo, tudi naju pokličejo, a vam lahko pripeljeva našega otroka, da ga zrihtate. To midva velikokrat ponavljava, da to ni tako preprosto. Prvič, ni z otrokom nič narobe, drugič je pa tisti, ki v družini lahko spremeni dinamiko, odrasla oseba, torej starši. Starši so najpomembnejše osebe. Vi ste res najpomembnejše osebe za vašega otroka in imate največji vpliv.
In danes vam želiva v bistvu ponuditi eno pot za spremembo, eno razumevanje, kje je tisto, kjer mi v bistvu lahko prinesemo res ogromno, ne samo našemu otroku, ampak tudi sebi. In tle bi jaz mogoče poudarila eno stvar, ki je preizkušena, midva sva jo preizkusila. Najini otroci so veliko manj jezni na naju za najine neumnosti, ki sva jih naredila v vzgoji, za trenutke, ki sva se neprimerno odzvala, zato, ker so ponosni na to, da sva osebnostno rasla, da sva delala spremembe, da sva se skozi spraševala, kaj je najin delež pri tem, da recimo prihaja do zapletov v odnosih z otroki. In tukaj je že mogoče ena taka prva splošna modrost, napake delamo zato, da jih lahko popravimo, ne zato, da si nalagamo krivdo in nosimo bremena nedogled, ampak lahko popravimo napake. Tako sva se nekako razdelila, da gremo lepo po obdobjih. Prvo obdobje bova zajela otroke pred šolo, se pravi otroci, ki so v predšolskem obdobju ali hodijo v vrtec ali so še manjši, ampak navadno takrat, ko začnejo kaj sami, tam po 3. letu začne biti zanimivo z njimi. To sva kar pobrala primere z našega družinskega življenja. Jaz si predstavljam, da zdaj recimo s temi predšolskimi otroki izgleda življenje tako. Zjutraj vstanemo in si zamislimo, kako bo super, in potem se začne. Ne bom jedla tega, pol nima copat, pol mi imamo delo, skozi hodijo težiti, pa mami, pa a boš to, pa oči, glej to, poglej, ne vem, ne znajo se sami igrati, a jih moč animirati, zdaj ves čas, koliko zdaj samega pustiti. In to do večera. Zvečer rečeš, zdaj bojo šli pa spat in pol je pa ta zgodba. Da je že 100-krat sem ti rekel, pej to pižamo. In tako nekako en del recimo tega dogajanja, ki ga nekako poznava. In zdaj imamo tukaj seveda različne možnosti, da se odzovemo. In odkot v bistvu tudi pridejo te naši različni odzivi. A se kdaj vprašate, recimo, kdaj smo, pri kakšnih stvareh smo potrpežljivi, znamo otroka zanimirati, znamo preokviriti zgodbo, znamo, ne vem, rokovati z njegovo trmo ali pa recimo reče, ne bom tega jedla, pa se kar nekako znajdemo, da najdemo rešitev enkrat, drugič in ponavadi vedno pa isti stvari pa nam poč film, padamo ven, začnemo poniževati, začnemo vpiti, začnemo groziti, začnemo kaznovati in nič ne deluje. In to se nam ponavlja iz dneva v dan. Tukaj je mogoče prva postojanka. Glejte, pri trenutkih, ki štejejo, kam bomo dali fokus. Fokus ne bomo dali na otroka. To je zdaj mogoče tudi prvo razočaranje. Ne bova vam naštela spiska trikov, kako otroka zmanipuliraš in ga upravljaš. Ampak je težje sporočilo. Skratka, fokus bomo dali na nas. Kaj je naš vpliv, kaj se z nami dogaja, kaj pravzaprav je v teh naših odzivih. In prvo vprašanje tukaj je, kaj se v meni dogaja. Glejte, tako 4 tipe odzivov imamo. V neki situaciji, recimo vzemimo tole, ne bom jedla. Smo v bistvu udobno, smo v redu, ne boš jedla in se znajdemo. Nekaj najdemo, neko rešitev, nekako speljemo zadevo. Ali pa smo v udobnosti in pa rečemo, v redu, ne boš jedla čez 2 uri. Skratka, se ne vznemirimo. To je prvi tip.
To pomeni, da imamo mi v sebi nek stabilen občutek, ki pač nas vodi skozi to, kako odreagiramo. Zdaj, drugi tip je recimo, da se strahotno razjezimo, ne, da nas čist iztiri in da vztrajamo. Dokler ne boš pojedla, ne boš šla od mize, vsak dan isto, le kako se obnašaš, to moraš jesti, ker so not vitamini, sploh me ne zanima, pač tle boš sedela, le dokler ne. Ja, in tudi smo pripravljeni pol in kaznovati in pol še kakš napade in kričimo in skratka en tip, a ne. Naslednji tip možen je, da v bistvu zmrznemo, da smo tesnobni, da nas postane strah, da zgubimo, kaj pa zdaj, joj, panika, noče jesti. Lačna bo, ne bo dosti vitaminov. Potem gremo v to, a ne, kako zdaj, da bo jedla, pa ne, spet en tip, a ne, kako smo, bom rekel, popolnoma zgubljeni. Zdaj, četrti tip je pa ta, da smo kaotični, a veste, enkrat vzameš to, otrok ne ve, pri čem je, skratka, bezlamo. Joj, a ne boš tega, a boš kaj drugega, skratka, začnemo iskati neko rešitev, kjer pač izgledamo popolnoma nemočni in pač naredimo neko vzdušje, v katerem se tudi otrok več ne znajde. Ne? In glejte, zdaj, kaj pravzaprav, a ne, ta situacija, a boš jedla, je povezana z nekim obredom prehranjevanja, z nekim redom, z nekimi pravili, z nečim, kar je pač, bom rekel, nekaj vsakdanjega. Ne? In glejte, vprašanje za nas, a ne, če v bistvu raziskujemo ta naš način odzivanja, kakšen imamo mi model, kakšen imamo mi zapis, kako v bistvu smo mi kot otroci doživljali svoje starše ali pa tiste, ki so imeli na nas vpliv, da so se odzivali. Ne? Eni boste rekli, jaz to sploh nisem upal, ne? Ker ne vem, kaj bi se zgodilo, ampak nisem upal. Ne? A smo v bistvu se bali mi naših staršev, ne? Ali so bili starši, so naredili ta obred prehranjevanja tudi prijeten, a imamo prijetne spomine in smo mi udobno s tem. In a so nas silili recimo pri prehranjevanju, ne? In imamo razvit ta, a ne, naš odziv je, jaz pa otroka ne bom silil. Ne? In potem reče, nočem jesti in smo zgubljeni, ne vemo, kaj narediti. Ne? Ali je bilo, recimo, je bil zapis, da je bil pri zajtrku, recimo, ali pa pri obedovanju, da je bil kaos. Da smo se kregali, da nikoli nisi vedel, kaj bo, kakšne volje bojo, kaj bo padlo na mizo. Ali so te silili s hrano, ki jo nisi maral, recimo. To je zelo pomemben moment, a ne? Recimo, ali so upoštevali tudi naše potrebe in naše želje pri... Ampak da ne bova zdaj preveč razširila. Glejte, otrok reče, ne bom jedel in mi seveda v momentu moramo se odzvati. Nekaj, tudi če zmrznemo, to je tudi odziv. Ne? In tukaj je zdaj to vprašanje. Ne? A veste, a imamo mi bom rekel, to notranjo stabilnost v tem našem odzivu, v tem trenutku, da mi znamo presoditi, kaj pravzaprav se zdaj dogaja. A ne, pri teh majhnih otrokih je zelo zanimivo, da jaz se neskončno zabavam, ko to opazujem. A ne? Ja, Zdaj, ja. Če bi to prej vedel, bi se že prej. A veste, kako ti majhni otroci, ki jim seveda nič ni hudega, ki, bom rekel, starši 100% poskrbijo za njih, vse naredijo, nikoli ni bilo boljših staršev kot zdaj. Če rabite potrdilo, ga vam napiševa. Skratka, glejte,
jaz gledam te otroke, kako rastejo v neki moči. A veste, kako reče, ne bom jedla ali pa ne bom jedel in potem kar zmrznejo ljudje okoli. Ne ve noben, joj, a boš to, daj, pa se začnejo pregovarjati, ja, pa ne bom tega jajčka, pa ne bom tako pečenega, pa ne bom tega jogurta, pa včeraj si ga še jedla, ja, danes pa mi ne paše. A veste, a znamo presoditi to, da v bistvu se gre tukaj v odnosu za to, kdo bo koga, za to, kdo bo šofiral sceno. In če smo mi udobno, če imamo mi to izkušnjo, da lahko to presojamo, da ni zdaj drama, bomo znali začutiti, ali gre za v bistvu boj za moč, ali gre za to, da ne vem, otrok mogoče res ni lačen ali pa nečesa ne mara, ali pa skratka, da so neki drugi razlogi. In to je zdaj pač, bom rekel, en takle momentek. Ja. Jaz bi mogoče tukaj dodala samo to, da je ta občutek, ki ga imate vi kot starši v svojem telesu, veliko bolj pomemben, kot je pa pomembno karkoli drugega. Zaradi tega, ker je za otroka pomembno, da ve, da čuti, da vi veste, kaj je za njega dobro. In da znate to sporočiti na način, ki je povezovalen, ki je empatičen. To se pravi, da ne uporabljate nepovezovalnih navad oziroma da jih čim manj, ker lejte, kdaj jih in nas zanese in pač smo ljudje in ni nič narobe s tem. To vse lahko popravimo. Ampak gre se za to, da tisti temeljni občutek otroka je občutek varnosti. Moj oči ve, moja mami ve. Kljub temu, da se otrok zraven upira, pa nas preizkuša. A bomo mi postavili mejo? Ja. Zdaj tudi je že jasno, da odzivi to niso samo iz ene sestavine. Naš odziv je zmeraj množica nekih dejavnikov, se pravi od naših vzorcev, od naših prepričanj, od našega razpoloženja, od trenutne forme, ki jo imamo, od tega, a smo v partnerskem odnosu postavljeni, a nas kaj drugega teži in tako naprej. Od tega, kaj so zdaj otrokove potrebe na eni strani in kaj so zdaj te naše, bom rekel, starševske veščine, avtoriteta, ta notranja moč, odnos do pravil, meja in tako naprej. Tle smo zdaj, ne vem, a preskakujem ali ne, mi boš povedal, ampak tle smo zdaj na točki, ki vemo, da starševska pravila so moja in tvoja pravila, In ko so najini otroci bili še doma, to ne govorim samo, ko so bili majhni, ampak ves čas, ko smo bili družina, sva midva imela zelo veliko različnih modelov in tudi prepričanj o tem, recimo ena zelo pomembna stvar, zaradi katere smo imeli dolg časa ogenj v strehi, je, a je treba nositi copate ali ne. Ja, treba. Ni treba. Če bi mu pa še daj voz. In to zelo velikokrat vem, ker tudi vi sprašujete, povzroči zelo velike konflikte v partnerskem odnosu. In ena stvar, ki sva se jo tudi midva naučila, je, da starševski odnos je starševski odnos, partnerski odnos je pa partnerski odnos. In kadar sva se midva skregala, sva se skregala tako, da sva bila orang na obeh področjih skregana zaradi enih, da ne rečem kakšne besede grde, copatov. A morajo biti na nogi, a ne, ni treba, da so na nogi. In tle, recimo, sem jaz bila sproščena. Albert je imel strogo vzgojo, pri njih doma se je copate nosil in Albert je imel velikokrat ta stavek, prbovti jih bom na noge. Sam da bojo gor. In ko sem strgane nogavice zasledil, takrat sem imel argument, a vidiš, zato je treba nositi copate. Ampak, in gledajte, tukaj zraven grejo vse te zgodbe o pospravljanju sobe, do vseh teh obveznosti. Pač povsod, kjer ste si različni,
kako se tukaj Ja. uskladiti, kaj je bistvo sploh tega, kaj je tukaj pomembno. Ja. Ne? Zdaj, kar sem jaz mogoče se naučil, če tako rečem, zdaj boste eni rekli, da sem popustil ali pa da je Leja bila močnejša, ampak mislim, da gre za nekaj drugega. A veste, tlele gre za vzdušje. Ali smo naravnani do nekih stvari v nekem bolj tem mehkem, v nekem bolj sproščenem, v nekem bolj igrivem načinu, ali smo togi. Dokler ne boš tako, dokler če bo tako, in potem čutite, kako ta način, ta togi način prinaša neke te, bom rekel, trde odnose pravzaprav, kako je vse ostro, kako ni nobene tolerance, kako je vse napeto, kako ali so otroci v strahu, v krču, ali pa se enkrat uprejo. In skratka, tukaj je veliko te napetosti. In jaz sem v bistvu tukaj videl, kaj jemlje neko sproščenost, kaj jemlje neko to prijetno vzdušje v družini. In dejansko, a veste, ta toga pravila, nepopustljivo, točno zdaj bo, točno do te minute, vse pojest, to v bistvu zelo otežuje, ali pa spet bom rekel, zelo onesnažuje neko povezovalno vzdušje v družini. Ampak jaz vem, da zdaj najni poslušalci zelo čakajo, da bova povedala, kako sva uskladila te najine različne, ta najina različna prepričanja o copatih in o prehranjevanju z brokolijem, umetnostjo na krožniku, recimo. Ja, jaz bi tle uporabil to, kar že imamo. Skratka, pred starševskim odnosom je partnerski odnos in je kako poslušati različnosti. O tem v bistvu govoriva v tem predavanju Ljubezen za vedno ali za vedno. Ja, ki je na pozitivni psihologiji. Tako da bova sistem pomagala. In gremo lahko naprej. Imamo še mogoče en tak zelo močen primer, zelo močna izkušnja. Jaz se spomnim, jaz sem veliko študiral v tem času, ko so bili majhni. In otroci so prihajali, oči, glej, kaj sem z Lego kock naredil, glej, kaj sem narisala, oči. In jaz sem tisti, počakaj, glej, ne me zdaj motiti, glej, ne morem zdajle. Mal počakaj, pa mislim, pa kaj toliko težite, glej, saj bom, dej. Skratka, v sebi pa napetost, sploh ne morem delati, dej ti otroke vzem, in si predstavljam, da je zdaj lahko veliko tega v družinah, ko starši delajo od doma. In otroci pa, kaj zdaj, kako zdaj na to pogledati. Spet, če nase, se pravi, ali rečete, ja, nepotrpežljiv je, sam pozornost rabi skozi, ne zna se sam zaigrati, kaj je zdaj tukaj? Ja, jaz bi tukaj mogoče malo razdelila to, zaradi tega, ker se mi zdi, da je v enem takem dejanju, ko pride otrok, nam zelo veliko enih pomembnih stvari. Prva pomembna stvar je seveda to, da ko pride otrok, pa nas pocuka, pa reče, poglej, v bistvu pride v bližino. To se pravi, govorimo tukaj o potrebi po bližini, po tem, da si mi na voljo, kot mama, kot oče. Skratka, otrok nas potrebuje, da smo mu na voljo. Zdaj bi pa tukaj rada poudarila eno stvar, ki je res zelo pomembna. To ne pomeni, da moramo mi skočiti vsako sekundo, ko on zažvižga. Ampak moramo znati otroku dati občutek, da smo mu na voljo in ga moramo naučiti, da zna kdaj odložiti
neko svojo idejo, neko svojo potrebo, ne za 100 let, seveda, pač tudi odvisno je, koliko je star otrok. Zdaj govorim za vse starosti otrok, to se pravi od mečkanih do najstnikov, ker najstniki znajo imeti tukaj tudi zelo posebne impulze, ker se tiče tega zdaj takoj, a ne moraš se nekaj odločiti ali pa karkoli. Recimo to pomeni, da malega otroka, ki pride, a ne, jaz sem si enkrat rekla, ko so bili najini otroci majhni, pa imela sem en tak slab dan in je bil velikokrat sem izrekla to besedo počakaj mal, ne. In potem sem si rekla, mater, če bi jaz to slišala tokrat, meni bi se že strgal. Pač kaj delamo, ne? Pač to ni način, da otroku rečemo počakaj mal, a ne? Zaradi tega, ker on tega ne razume, on nima občutka za čas. Lahko pa naredimo z njim stik, počepnemo, ga pogledamo v oči in mu rečemo, lej, vem, da bi rad bil zdajle z mano in te tudi razumem, ker bi jaz tudi rada bila s tabo. Ampak jaz imam tole zdajle za narediti in bi bila zelo vesela, če se lahko še malo sam igraš. Lej, ko bo kazalec tukaj, bom prišla k tebi in bom pogledala, kaj delaš, recimo. In lejte, tukaj je še ena zelo pomembna stvar in tudi eno od vaših vprašanj, a je prav, da otroka pustimo, da se igra sam. To je zelo prav. Ker ko se otrok igra sam, dobi izkušnjo stika s svojimi občutki, dobi izkušnjo tega, da zmore narediti nekaj sam, in preprosto ena izkušnja, ki jo vsi rabimo v življenju, znati biti sam. To je umetnost. Ja. In tukaj noter je tudi seveda veščina, kako ga učimo samostojnosti. Ja. Zdaj sem se spomnil še enega predavanja na maratonu v Mariboru. Prva pomoč za nujna pomoč za preobremenjene starše. Ja. Tam sva govorila o tem, tako da si lahko tudi tisto pogledate, kaj so v bistvu veščine za to, da se odzovemo na ta način, da bodo otroci bolj samostojni, da bojo zmogli in kako jih okrepiti in tako naprej. Skratka, lejte, bistvo tega, kar sva zdajle povedala, je to, da ko otrok pride po bližino, je prav, da dobi bližino in prav je, da dobi občutek, da smo mi njemu na voljo. Ni nam pa treba vsakič skočiti, kada smo marionete. In ene stvari so v življenju prav. Danes otroci zelo veliko so pač hiperaktivni, motnje pozornosti, ne znajo počakati, zaradi tega, ker jih tega nismo naučili. Ne zato, ker imajo kakšno diagnozo. In tisti, ki imate majhne otroke, imate čas še, da jih to naučite. Tudi to, recimo, odložiti takojšnjo zadovoljitev neke želje, to je, bom rekel, zelo pomembna življenjska veščina, ki jo pač otroci rabijo. Oziroma vsi jo rabimo. Midva sva zdaj mi je prišel en primer, kako učiti otroka, recimo. Kupila sva, eni prijatelji imajo mlajše otroke, pa sva jim kupila za Božič oziroma za Miklavža tele koledarje adventne, ki imajo noter čokoladke. In imajo pač fantka pa deklico in fantek je to pojedel pač takoj, celo. Za cel mesec. Deklica je pa pač se držala tega in je pač vzela vsak dan, tako kot je pač po pravilih. S tem, da sva se midva pogovarjala z njima o tem. In jaz sem celo rekla, tisti, ki ga bo pojedel prej, bo drug let dobil pač navadno čokolado, ker je škoda, zato da dobi adventni koledar in se tako vidi, kako fantek preprosto nima te potrpežljivosti in kako bi ga bilo treba na malih stvareh, 25 dni je za njega predaleč, ampak kako bi ga je treba na malih stvareh v bistvu učiti, da nekaj potrpi, da nekaj zdrži, da nekaj počaka. Tukaj govorimo od zajtrka do kosila, to je malo obdobje. Čeprav je deček star že 10 let, ampak vseeno, ne. Na YouTubu obstaja Marshmallow eksperiment, kjer je, bom rekel, to prikazano
na en tak zelo zabaven način. Je pa res, ljudje, ki zmorejo odložiti takojšnjo zadovoljitev potrebe, so se pokazali kot bolj uspešni v življenju na praktično vseh področjih. Tako da, ja, gremo naprej. Mogoče še en odziv iz tega predšolskega obdobja, ki se ga jaz, tako bom rekel, ga moram povedati. No. To je tisto s pižamo. Otrok pač stokrat že, daj pejt v pižamo in enkrat pride do tiste točke, ko tista naga rit takole mimo teče in bi jo sam počul, tako poka, ampak. Počul bi jo, ker so tebe počeli. Ja, jaz sem pač imel to izkušnjo, da sem jih dobil po riti in moja zaobljuba, starševska zaobljuba je bila, jaz ne bom tepel svojih otrok. A veste, prihajamo na področje, kjer smo v konfliktu s tem, kar je naš model, ki smo ga mi doživeli, naš zapis in smo rekli si, to ni ustrezno, jaz bom drugačen. In kaj, gledajte, težava je v tem, da nimamo nadomestnega modela. Imamo samo tega, kar smo ga dobili. Imamo idejo, kako bi radi drugače, ampak nimamo izkušnje. In jaz se prav spomnim tega, kako sem tako stal nad otrokom, vedel sem, konflikt je bil, mora se pač podrediti nekim pravilom, moram biti avtoriteta, moram doseči zdaj, da bo me poslušal, ubogal, da bo pač šel v pižamo, da ga bomo dali spat, da ne bo se razrastel tukaj čez vse meje, ampak ne morem ga pa usekati. Kaj zdaj? To je črno-bel svet, ko imamo samo eno možnost in druga možnost in nobena ni primerna. To se pravi, ena možnost je, da udaram otroka, druga možnost je pa nemoč. Nimam pojma, kaj naj naredim. Torej, kaj zdaj? Ja. In zdaj mnogo staršev bo reklo, pač nekaj moraš narediti, mene so tepali, pa sem čisto v redu preživel, poka. In midva nekako ne zagovarjava, bom rekel, nasilnih načinov v naših odnosih. Tudi zdaj veva, da jih res ne potrebujemo. Jih res ne potrebujemo. Tudi kakorkoli zdaj pač je tudi zakonsko opredeljeno. Ampak a veste, to je resna dilema. No, jaz se te situacije spomnim, ker se je dejansko zgodila nam, in pač zaznala sem v bistvu, pač takrat sem te videla, pač tista, a veste, ta slika, tisti mali otrok, navihan, razigran, ker nič hudega nobenemu noče, sam pač ne gre v pižamo, in en oče ogromen proti temu otroku, ki tako stoji in jaz se spomnim te stiske, pač videla sem tebe, kako si v stiski, in tudi jaz sem bila v stiski, zaradi tega, ker sem si rekla, zdaj, če te bo zanesel, pač to tudi za najin odnos ne bo okej. In sem v tistem trenutku hotela pomagati in sem rekla, vzem ga v naročje. In Albert me je pogledal in je rekel, a si ti zmešana? Zdaj ga bom pa za nagrado vzel v naročje ali kaj. In tukaj ti lahko mogoče pojasniš, kako si to doživljal. Seveda, pač jaz sem imel, zapis je bil, da če otrok ne posluša, ne uboga, je treba kaznovati. In a veste, to so zelo globoki zapisi. In recimo, zdaj, kaj zdaj drugače narediti? Kaj bom rekel tukaj ključno vprašanje? Mi v bistvu se moramo vprašati, jaz, ko sem bil otrok, ta odziv ni bil primeren. Kaj bi jaz rabil? Kaj bi jaz rabil takrat namesto tega, da so te udarili? Da sem pač bil tepen ali pa pač neustrezen odziv sem dobil. In gledajte, to so zelo ključna vprašanja za to, da mi lahko pri sebi delamo spremembe teh modelov, ki jih imamo. Glejte, to je ključno vprašanje, če hočete, a bojo naše generacije za nami drugačne, kot smo mi. A bomo posredovali te vzorce, ki niso ustrezni.
A veste, koliko enih nasilnih vzorcev imamo mi v sebi, koliko ene nestrpnosti mi širimo skozi te naše najbližje odnose. In gledajte, tukaj je priložnost, da naredimo neko spremembo. In res jo lahko, in res jo lahko. In sprememba je izključno v tem vprašanju, kaj bi jaz rabo drugače. Tukaj si lahko pomagate s temi najnimi vodniki, najvodila za starše, kjer so vsa ta vprašanja po vseh področjih v bistvu tako sistematično razdeljena. Ampak ja, gledajte, takrat v tej nemoči očeta, seveda to je trenutek, ko narediš nekaj spontano, ampak o tem je treba razmišljati prej, ali pa o tem lahko pol razmišljaš, ko, ne vem, narediš nekaj neustreznega. No, in jaz bi vseeno mogoče tukaj pojasnila, kaj sem jaz mislila s tem, ko sem rekla, vzem ga v naročje. Tukaj tudi midva v najini knjigi oziroma v najinih vodnikih najvodila za najstarše zelo pripeljava v bistvu skozi nek proces starše do tega, da najdejo v sebi svojo rešitev, ker ni receptov. A veste, če bi bili recepti, pa bi midva zdaj na Havajih ležala. Ampak lahko pa najdete v sebi način, kako boste z otrokom naredili stik. In takrat, ko sem jaz rekla Albertu, vzem ga v naročje, sem mu v bistvu hotela reči, naredi z njim stik. Ne, daj ga pocrklej, daj ga potolaž. In mali otrok, ki je daleč od oči, ki takole gor gleda, on je zelo daleč od oči. Očesni stik je bistvena stvar. In ko mi otroka vzamemo v naročje ali pa počepnemo, ali pa potem, ki je najstnik, pač pogledamo, to je sekunda, to je tisto, kar da otroku drugo sporočilo, da on sploh lahko sliši. In vzameš ga v naročje in rečeš, a se spomniš, kaj sem ti rekla? Pejte v pižamco. In ko ga boste postavili na tla, bo otrok šel v pižamo. Jaz sem 90%, da bo, ko boste naredili z njim stik. Midva morava pohiteti, pa toliko pomembnih stvari še imamo za povedati. Zdaj, ena stvar, ki se meni zdi tukaj še pomembna, je, da starši, recimo pri teh otrocih, tam do 10 let, smo fizično utrujeni. Jaz se spomnim, da sem bil fizično utrujen in nisem mogel. In kaj zdaj? Spet, kako tudi zase poskrbeti? A imamo to dovoljenje, da pravzaprav moramo se mi tudi odpočiti? Ja. In nimamo starih mam, nimamo starih staršev. Tle se je Albert zelo znajde, on je bil tako rad v takem ugodju in ko je prišel z službe, to že tudi bolj, ko so bili večji otroci, je rekel, jaz moram nujno malo počivati in vi imate nalogo, da me zbudite. In pa so oni po njemu hodili in so ga in je dobil masažo, ker če bi jim rekel, dajte me masirati, bi rekel, ne da se nam. Ja, pa sem si tudi zmišljeval take igrice, da sem jaz ležal, oni so bili pa v bistvu, rekli smo, da se gremo prašičke. In jaz sem ležal in pol so prišli blizu mene in jaz sem pač ujel enega prašička in pol so ostali prašički mogli reševati tega ujetega. In jaz sem seveda ves čas ležal lepo in sem bil zmasiran in to smo vreščali in tako. In to je bila ena najljubših igric. Ja, še zdaj se jo spomnijo. Kjer sem jaz v bistvu bil zelo prisoten, ampak sem nekako počival vmes. Je pa zadnjič, to se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Ena mama mene vprašala, a je prav, da otroku iskreno povemo, kako se počutimo. In tukaj bi jaz mogoče ne vem, kako naj vam povem, da bi slišali, koliko je to pomembno. Iskrenost je najpomembnejša sestavina povezanih in varnih odnosov. In ni prav, da nas otroci doživljajo, kot da smo supermeni, ki nikoli nismo utrujeni, ki nikoli ne naredimo napake, ki nikoli ne zamudimo, ki nikoli premalo ne solimo ali pa preveč.
ampak zmeraj, ker si vsak večer umijemo zobe in se nam to kar da, ko vsako jutro točno ostanemo. A si predstavljate, kako nas otroci doživljajo? Njim se ne da in mi nikoli ne rečemo otroku, lej, se meni se tudi ne da, ampak bom se potrudila, zato ker vem, da je dobro za moje zobe, recimo. In to, da otroku rečemo, lej, zdaj sem jaz utrujena, ali pa da pridemo v službe in rečemo, lej, danes bolj me primer pust, ker sem razdražena, ker se mi niso fajn stvari dogajale, nisem njih najbolj vesela, nima veze s tabo. Nič nisi ti kriv, sam jaz verjetno ne bom skakala do stropa. A veste, kakšno olajšanje je to za otroka, ki se mu ni treba ukvarjati s tem, kako nas bo zadovoljil, kako nas bo usrečil, kako nam bo naredil nekaj, da bomo si narisali nasmeh na obraz, kako v končni fazi ne bo naš večni rešitelj. Otroci si zelo veliko naložijo, zaradi tega, ker ne vejo, odkot se mi grdo držimo, ker ne vejo, kako se, veste, naša usta se smehljajo, telo pa kaže na to, da bo jih kdaj skup padlo. To otroci vidijo, mislim, ne moramo jih shecati. In to je res pomemben del. In tudi velikokrat otroci pridajo, ne vem, če imate take primere, ampak sem skoraj prepričana, mami, a je vse v redu? Oči, a si hud? Zelo velikokrat preverijo, pa mi rečemo, ja, vse je v redu. Ne jim lagati, ki jih ne morete okrog prinesti. Gremo v šolo. Nismo dali bliže v šoli. Ja, delno. Recimo, en primer se mi zdi tako dosti pomemben, zdajle sploh. Otroci doma, imamo v mislih enega 10-letnega šolarja, ki seveda išče, kako ne bi kaj naredil in seveda pol tudi ne naredi, ne opravi ali pa naredi narobe. Skratka, gledajte, ko gre otrok v šolo, se mi srečamo z novim pojmom to, da dela napake. Naredi napake in spet, kako se mi odzovemo na napake. Spet ključna vprašanja, kako so se nam starši odzivali na napake. A smo bili za napake kaznovani, a so jih spregledali, ali so jih ignorirali, ali so nas naučili, recimo, da se napako da popraviti. Ali je bil kakšen drug odziv. Ampak najino sporočilo tukaj, ki bi vam ga rada predala in se nama zdi res smiselno, da se otroci naučijo napako popraviti. Skratka, napaka se zgodi in kako zdaj napako popraviti. Ker, gledajte, kaj se tukaj dogaja. Spet naš odziv. Če mi z našim odzivom otroku sporočimo, napaka je nekaj nedopustnega, ali pa zaradi tega, ker delaš napako, boš kaznovan. Si slab. Otroci si to razložijo, nisem več vreden, ne vem, tvoje ljubezni, nimaš me več rad, nisem v redu, nisem ustrezen. In to so težki zapisi, ki v partnerskih odnosih delajo, bom rekel, velike težave. In gledajte, kaj se pol dogaja. Otroci začnejo prikrivati, otroci se začnejo izmikati, otroci ne sprejmejo, da so oni to bili, to ni moje. In ko zabredejo v, bom rekel, težje zgodbe, poznaje, ne pridejo do nas. In nama se zdi to, bom rekel, zelo pomembno, da otrok dobi odziv, v katerem po eni strani ohranimo stik, ohranimo midva rečeva, da smo varno pristanišče za otroka, da lahko pride k nam z vsem. In druga stvar je pa ta, da damo otroku neko upanje, napako je možno popraviti. Ja, in da tudi to, da je naredil napako, recimo ta napaka, da ni naredil za šolo, je tudi posledica malo lenobe, oziroma tega, da se ne odpravi, da se ne loti. Mora biti posledica povezana z nalogo, ne s tem, da je kaznovan, ne vem, da ne bo smel popoldan ven, recimo. To se pravi, nič hudega, če nisi naredil dopoldan,
boš naredil zdaj. In pol bo rekel, ja, ampak jaz bi rad šel zdaj ven. Lej, lahko boš šel ven, ko boš naredil. In mu je zelo jasna posledica, pač nisi naredil takrat, boš naredil zdaj. In v takih primerih se preprosto ne rabimo ubadati s tem, da kaznujemo, da grozimo, da norimo. Ja, verjamem, da je pač to težko, ampak tukaj je mogoče tudi malo pomembno to, koliko ste fokusirani na neke rezultate, koliko ste pa fokusirani na to, da želite ohraniti v bistvu eno normalno, eno prijetno vzdušje v družini. A ne? Prav v teh dneh sem imel en primer, kjer sta mama in oče v bistvu se pogovarjala, a bomo ohranili družinski mir ali bomo sledili tem pač storilnostnim pritiskom, ki nam uničujejo družinski mir. A ne? Naslednja, recimo, situacija, tudi zelo pogosta v tem obdobju, kdaj bojo nehali z gadgeti, kot rečejo, ali pa z električnimi pastirji, oziroma pač konc je tvojega časa na telefonu. Ne? Pa daj sam še malo, pa sej še pa nisem začel takrat, pa glej, pa imel sem druge stvari vmes, pa ne, skratka, ali se začnejo pregovarjati, ali začnejo upiti, ali napetost, se kregamo. No, a veš, kaj je trenutek, ki šteje tukaj v tej situaciji? A ti povem? Lej, jaz vidim, koliko ti res rad igraš te igrice in koliko uživaš. Res, pač, in ti tudi prvoščam to. Sam dogovorila sva se 1 uro in zdaj 1 ura mim. Prosim, da dokončaš tole, pa mi prineseš sam, pa boš jutri spet dobil. Ok. Rekli boste, ni bil en trenutek, jih je bilo kar nekaj. Ne? Ampak, trenutek je bil, ko sem se jaz odločila, kako bom... Ja. Ker lahko bi te užgala, pa bi rekla, a se už držal pravil. Nimaš telefona. 14 dni ti ga ne dam. No, evo, ja. To bi bil lahko drugi trenutek. Eden od trenutkov je, da bi pa rekel, pa raje se ne prepiram, ker njega ima. Ne? In v bistvu v vseh teh zadnjih 2 odzivih smo izgubili avtoriteto. Otrok je pridobil na moči, otrok je dobil izkušnjo. Pazite, gledajte, tukaj je izkušnja, nič mi ne morejo. Jaz zmeri dosežem tako, kot pač jaz hočem. Ne? Zdaj, tista prva lejna reakcija oziroma skupek nekih odzivov, ne, je pa bilo to, da pravzaprav jaz sem dobil od nje sporočilo, da me razume, da mi ne prepoveduje, da ni nasilna do mene, da ni agresivna. Ves čas je bil ta občutek, njej je mar zame. Da spoštujem to, da imaš neki rad. Ja, ampak občutek z moje strani je bil, mar ti je zame. Ne? Ob tem je bilo pa, bom rekel, ne brezkompromisno, pač konc je zabave. Ne? Užitek se mora končati. Ne? In to je spet čas uživanja. Ja. Moram končati z časom uživanja. Ja. In to je spet eno zelo pomembna veščina, ki jo preprosto moramo naučiti naše otroke. Zato, ker veste, ta svet možnosti uživanja je neskončen in uživanja, ki je smrtonosno. Ja. Tako da, ja, to so nove zgodbe. Jaz tukaj se ne bi zapletla, ker govoriva o trenutkih. In ta zgodba, ki sva jo zdaj povedala, je zelo primeren odziv tudi za najstnike. Mogoče ena zelo pomembna stvar pri teh elektronskih napravah je, ne jim dajati tega, zato da jih pol kaznujete s tem, da jim to jemljete. Midva imava en webinar, otroci in telefon, na to temo. Skratka, to so naprave, ki morajo imeti zelo konkretne dogovore in niso naprave, s katerimi otrokom nenehno grozimo oziroma z odvzemom nenehno grozimo. In izgubljamo v bistvu stik in avtoriteto. Jaz bi šla zdaj na najstnike, ker pač bova mogla počasi zaključiti in bi mogoče
najprej povedala to, da kar se najstnikov tiče, imate izjemno veliko enih primerov v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. To je knjiga, ki ji starši rečejo Biblija za starše. In v njej najdete zelo veliko teh trenutkov, ki štejejo, tako bom rekla, vse o njihovih potrebah. Bi pa mogoče povedala eno izkušnjo, ki jo doživljava zelo velikokrat pri najinem delu. V bistvu največ k nama prihajajo pari in starši najstnikov v stiskah, ker se ne znajdejo. Najstniki so danes zelo drugačni otroci s čist enakimi potrebami, kot smo jih imeli mi, ko smo bili najstniki. Ampak mi smo odraščali v drugem okolju, z drugačno perspektivo življenja. Jaz se velikokrat pohecam, nas je vse čakalo. Čakala nas je šola, čakala nas je služba, čakala nas je zabava. Prihodnost. Ja, naši starši niso bili tako panični, kot smo mi zdaj panični, ker ni bilo toliko teh dražljajev v zunanjem okolju, ni bilo tega interneta, kjer vse najdeš, dobre in slabe stvari in tako naprej. In zdaj smo starši zelo pogosto zelo slabo opremljeni za vzgajati najstnika. Je pa ta naš model recimo zelo pomemben. Jaz ne vem, mogoče ena zgodbica moja iz mojega najstništva. Jaz sem imela starše, ki so me zelo čuvali. To pomeni, da sem mogla biti ob 8 doma, da sem mogla biti ob uri šole, skratka, skozi so vedela. Pač takrat ni bilo mobitelov, ampak tak jaz sem bila na sekunde, sem mogla biti točna. Zato zdaj zelo trpim, če kdo zamuja. In kaj se je zgodilo? Jaz sem imela potrebe po zabavi, imela sem potrebe po eksperimentiranju, recimo probati alkohol, potrebe po ljubezni, iti na randi. Kako naj zdaj jaz to spravim v moje življenje, če me nenehno nadzirajo? In kaj sem naredila? Začela sem lagati. Jaz sem toliko lagala, da vi pojma nimate. In to tako prepričljivo, da mi mami še zdaj na stara leta ni verjela, ker sem mi povedala te stvari. Rekla mi, da ti zelo rada govoriš. S to zgodbo vam v bistvu želim povedati, da ko se vaš otrok začne odzivati na način, ki je za vas nesprejemljiv, je zelo težko. In jaz sem si rekla, ko so bili najini najstniki, jaz nočem, da moji otroci meni morajo lagati, ker vem, koliko je to težko, če se moraš zlagati. Zato sem bila tukaj, pač sem ubrala drug model, to se pravi tega, dovolim ti pod nekimi pogoji, recimo. Tle sva bila tudi midva zelo, Albert je bil veliko bolj prestrašen, ker je delal v mladinskih klubih in je videl, kaj vse otroci lahko probajo. Kar povej. Tega je zdaj toliko in v knjigi in tudi v tem predavanju Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Najino prvo predavanje v tem ciklu. Jaz mogoče ena stvar, ki mi je tako, ki lahko v vseh trenutkih pride prav, oziroma ki se odraža v vseh trenutkih, odziva do najstnikov in mislim, da je ključna, je ta občutek mar mi je. Skratka, ko najstniki doživijo od nas, da nam je mar, to ustvarja smisel, občutek smiselnosti in to je podlaga za njihovo motivacijo. Je bilo tudi nekaj vprašanj okoli tega, kako z najstniki, ki niso motivirani oziroma so apatični, vse jim je brez veze, nikjer ni smisla. Glejte, do smisla pride v našem odnosu, v stiku, v bližini, v tem sporočilu mar mi je. In a veste, to lahko dajemo čisto v vsakem trenutku. Ja, mogoče je en zelo pomemben moment, mogoče bi jaz tudi s tem zaključila. Najstniki so zelo čustvena bitja, oziroma to spremembo pri najstniku najbolj opazimo v njihovem čustvovanju. Ali so jezni, veseli, žalostni, encajt jokajo, encajt bentijo, encajt pač so zaprti v sobo in gledajo v strop. In to je za nas starše res velika sprememba. In recimo ena stvar, kjer trenutek res šteje, je,
da je najstnik sprejet takšen, kot je, in da mogoče, kadar pride tak nerazpoložen, znate reči, vidim, da danes ni lih tvoj najboljši dan v življenju, a kaj naredim zate. Skratka, da ne vrtate, kaj se dogaja, zakaj si tako nehvaležen, vse naredim zate, ti se pa skozi kole grdo držiš. Lejte, nismo mi toliko pomembni, da bi se zaradi nas tako grdo držali, njim se dogajajo stvari. In oni res rabijo naš empatičen odziv in to, da jih vidimo takšne, ki so, in da jih sprejmemo takšne, ki so, in da kdaj pač jih objavimo vse prešvicane in smrdljive, zato ker jim pač hormoni nagajajo in to njim res veliko pomeni. Tako da, tokle za danes. Mava same lepe želje za vas, da bi znali pogledati na svoje otroke skozi mogoče eno drugo perspektivo, skozi eno mogoče mehkejšo prizmo. Ja, bolj empatično. Jaz bi vas za slovo povabila na najina socialna omrežja in na najine strani in res bi vam zaželela vse dobro.